Dober dan. Odhajajoča avgust in poletje v Pomurju že nekaj časa oziroma vsaj 55 let pomenita tudi to, da prihaja pomurski sejem. Pomurski sejem pravzaprav nekako v trojnem smislu, tako se je namreč ta sejem današnja Agra imenoval na začetku. Pomurski sejem je družba, ki ga organizira danes in seveda ime pove tudi to, da so obiskovalci, ki prihajajo nanj večinoma še vedno iz Pomurja. Kako bo letos? Zato je seveda najbolj primeren prvi mož sejma, Janez Erjavec. Pozdravljeni. Lep dober dan. Pravite jubilejni, ker je številka taka lepa 55, če se za hipec povrneva v zgodovino. Mnogi najbrž ne vedo, da so takrat začeli svojo pot Beatli, Rolling Stonesi in Fantje s Praprotna. Tako je. Ja, pravzaprav, če se sprehodimo v to zgodovino 55 let, potem bi lahko rekli, da je v teh 55 letih sejem doživljal kar veliko tistih svetlih trenutkov, pa tudi preživel številne krize. Nenazadnje je pred 55 leti bila neka druga država, neki drugi sistem. Prišli smo v neko drugo državo, spremenili tudi gospodarski in politični sistem in vse to smo doživljali tudi na sejmu. Kajti vse te spremembe so se dogajale tudi v okviru sejemskega prostora, razstavljavcev, tudi politika, ki je vedno tudi tukaj prisotna, je seveda bila vedno drugačna. Seveda pa je najhujše bilo tisto prehodno obdobje med seveda tudi vojno in seveda po osamosvojitvi, ko je potrebno bilo iskati tudi nova tržišča in nove razstavljavce. Vse se pravzaprav strahovito spreminja. 55 let je v današnjem sodobnem času pravzaprav že gromozansko dolga doba. Kaj pa je sejmi, recimo, morda tudi malo generalno? Nekateri so napovedovali, da bodo izumrli, da bomo povsem odšli na splet, da bodo nezanimivi. Ja, zanimivo, da je to mišljenje bilo pri velikem številu ljudi, tudi poslovnih ljudi, ki so seveda razmišljali v modernem času telekomunikacij in tako naprej, tudi medijev, ne bomo potrebovali več sejmov. Ampak zgodilo se je ravno nasprotno. Sicer so nekateri sejmi, ki so bili mogoče nekoč propadli, kajti razvoj pač prinaša tudi to, da se gotove branže pravzaprav izginjajo in na gotovih segmentih, predvsem pa je to recimo kmetijski sejmi, pa so v glavnem dobivali na pomenu, kajti tiste izdelke, ki jih ponujajo kmetijski sejmi, pravzaprav obiskovalci želijo ne samo videti, ampak tudi potipati. Seveda pri živilskih proizvodih gre tudi za pokušnjo. In sejmi so danes bolj kot kdajkoli tisti, ki jih lahko primerjamo z vinom. Ko pravimo, da pri vinu rabimo vseh 5 čutil. In nekaj podobnega je tudi pri sejmih. Tudi pri sejmih rabimo v bistvu vseh 5 čutil. Moramo izdelek videti, moramo ga včasih poslušati, potipati, seveda pri izdelkih tudi pokušati. In seveda tisti, ki po sejmu hodijo z odprto glavo, se lahko tudi veliko naučijo. Ste kdaj raziskovali, zakaj pravzaprav pride večina? A jih res zanimajo izdelki in nakup ali pridejo sem, ker je to pač sejem, ker je to praznik, ker je to nekako tako, kot je bilo pred 55 leti, ko je bilo treba iti sem? Ja, danes je mogoče res malo drugače, kot je bilo to pred 55 leti, ko si pravzaprav edino na sejmu videl novosti. Danes je tempo razvoja tako hiter, da novosti, ki pridejo recimo danes na trg,
morajo biti jutri že promovirane. Nekoč je bilo to seveda drugače, tudi podjetja so delala izdelke, tudi recimo traktorje in drugo mehanizacijo, pa tudi živilske proizvode, prav zato, da bi jih na sejmu prvič predstavili. Danes seveda gredo po moje obiskovalci sejma na sejem zato, da bi se informirali, da bi dobili najnovejše informacije in da bi dobili tudi poštene informacije. Kajti trgovino, če greste v trgovino, tam so komercialni pristopi. Tam seveda vsak trgovec hvali svoj proizvod. Tukaj na sejmu pa lahko na enem mestu seveda vidiš na eni strani seveda trgovce, ki ponujajo vsak svoj proizvod, vendar se tu lahko tudi najdejo strokovni nasveti, torej ljudi, ki ti dajo strokovni nasvet. In danes je informacija torej strokovna informacija veliko več vredna kot denar. Kajti pri dobri informaciji lahko obiskovalec ali kupec prištedi bistveno več kot to, da recimo se zanese na nekega trgovca, ki seveda lahko subjektivno oceni svoj proizvod. No, in informirati se letos prihajajo Kitajci in mi se bomo informirali, kaj lahko storimo na Kitajskem. Na tem za nas nepredstavljivo velikem trgu, ki ima 1,4 milijarde ljudi, ki kupujejo. Tukaj v Gornji Radgoni bo drugi, torej gospodarski del srečanja tako imenovanih 16+1. Kaj to pomeni za sejem, kaj to pomeni za regijo, kaj pomeni ta, bom rekel, kitajska priložnost? Treba je povedati, da 16+1 pomeni to, da se je 16 srednjeevropskih držav združilo zato, da bi recimo skupaj nekako dogovarjalo odnose med Kitajsko in temi državami. Kajti ena sama država izmed teh je bistveno premala za to, da bi lahko seveda obvladala tako obsežen trg, kot je Kitajska. Seveda za nas na Pomurskem sejmu in tudi za Slovenijo pomeni to seveda priložnost. Vsaka priložnost je pa tudi istočasno past. Namreč ni vse zlato, kar se sveti, to smo že velikokrat slišali. Seveda priložnosti so na Kitajskem. Seveda moje gledanje je v tem smislu, da če bomo Kitajski ponudili naše vrhunske proizvode, tiste, ki jih bomo lahko prodali tudi z vrhunskimi cenami, potem smo zmagovalci. Ravno to moramo poudariti, ne? Tudi direktor Pomurskih mlekarn je pred dnevi rekel, mi ne moremo množično prodajati, ne? Lahko pa prodajamo vrhunsko. In tudi to mora vas spomniti ljudi, da Kitajska ni več tista, ki jo ima večina, še vedno nekje v mislih, češ revna dežela, poljedelstvo pa nekaj malega v tovarnah. Kitajci so danes bogataši, zahtevajo prvič vrhunsko in drugič varno hrano. Tako je. Slovenija je butična dežela, mi moramo samo doseči to, da smo kot butična dežela tudi cenjena in da so naši proizvodi več vredni, ravno zato, ker so naravni, ker so recimo ekološki, ker so pridelani na nek naraven način in seveda, ker imamo tudi vrhunsko tehnologijo. Zato je seveda priložnost za slovenska podjetja, ki imajo take proizvode. In tu seveda je v prvi vrsti recimo področje vinarstva, pa tudi mlekarstva. Seveda žal je slovenska živilska industrija v veliki meri prešla v tuje roke in seveda zdaj koristi bodo posredno imeli tudi tisti, ki so lastniki teh živilskih podjetij. No, ampak v to smer se usmerjate tudi z nekaterimi poudarki na sejmu, govoriva o trajnostnem, se pravi trajnostni turizem, trajnostno kmetijstvo, trajnostno gospodarjenje z gozdovi, skratka vse trajnostno, to je usmeritev prihodnosti.
Ja, o tem govorimo že kar vrsto let. Žal se to v praksi prepočasi uresničuje in naloga sejma je tudi ta, da dajemo pobude in dajemo usmeritve za prihodnost. In prav gotovo je prihodnost v trajnostnem načinu tudi razmišljanja, trajnostnemu načinu gospodarjenja, tako kmetijstva kot seveda na vseh drugih področjih. Seveda tudi trajnostna raba energije, kar ne smemo pozabljati, ne? In Slovenija nima nekih velikih naravnih bogastev. Mi lahko seveda največ dosežemo z tem, da delamo kvalitetne proizvode, da ne ustvarjamo preveč seveda tistih odpadkov, ki jih ne moremo vrniti nazaj v naravo, in da dosežemo seveda čim boljše cene. Trajnost in svežina oziroma trajnostno svež je geslo vašega sejma, kar pomeni, da ohranjate tisto ogrodje, ki se vleče tam od nastanka, obenem pa poskušate kar naprej postaviti tudi kaj novega. Kakšne novosti so letos oziroma kakšne so posebnosti sejma od tega, da bodo pravzaprav najmlajši, ki se bodo izkazali v vodenju telička, kar je najbrž za mlade danes tudi že umetnost, dobili svoj pokal? Ja, tradicionalno svež pomeni, da poskušamo obdržati tradicionalne vsebine, ki so seveda tako na področju razstavnega prostora, kot seveda tudi na strokovnem področju. Svežino pa pravzaprav iščemo vedno na vseh segmentih. Tako recimo poskušamo vedno uvesti kaj novega, tudi recimo pri strokovnih ocenjevanjih, kjer ocenjujemo recimo biovina, pa recimo letos je zelo veliko poudarka bilo na ocenjevanju medu. Seveda veliko svežin pa iščemo tudi na strokovnih razstavah, kjer je letos recimo velik poudarek na avtohtonih pasmah živali, kjer hočemo poudariti tiste avtohtone pasme, ki so pri nas pač nekaj posebnega. Potem imamo tudi vzorčne nasade, kjer želimo prikazati v živo recimo nekatere rastline, ki so v izumiranju ali v opuščanju in so pomembne in so recimo avtohtone. Seveda v povezavi z čebelarstvom poskušamo prikazati tudi medovite rastline, tiste rastline, ki seveda prispevajo k temu, da imajo čebele tudi hrano. Seveda veliko dogodkov pa delamo tudi takšnih, ki so za široko publiko, ki so za tiste, ki ne kupujejo traktor, ki ga mogoče ne zanimajo kakšne drugi dogodki, ampak hoče doživeti nekaj, kot je recimo tekmovanje v plesanju polke, izbira največje buče, srečanje mladih, srečanje kmečkih žena in deklet. Potem imamo nogometno tekmo estradnikov in tako naprej. Torej številni dogodki, ki seveda popestrijo tisto vsakodnevno dogajanje. No, tudi Agrina kuhinja je svojevrstna zanimivost, ker gre za predstavitev tistega, kar ocenjujete in ocenite na sejmu. Ja, ne samo, da tam predstavimo tisto, kar ocenjujemo na sejmu, ampak poskušamo vključiti tudi tisto, kar pridelamo na vrtu. Kajti zelenjavo, rastline in to, ki jih pridelamo v našem sejemskem vrtu, seveda vključimo po možnosti tudi v to Agrino kuhinjo in pokažemo, kaj vse je mogoče narediti v tem samooskrbnem sistemu. To se pravi v sistemu, ko bi lahko nekatere družine se samooskrbovale.
Prejle ste omenili med, da ne pozabiva, bomo 20. maj, rojstni dan našega slovitega čebelarja Janeza Janše, razglasili za svetovni praznik čebelarstva. Torej, mi v Sloveniji smo ga že. Zdaj moraš samo Skupščina Združenih narodov to potrditi in jaz mislim, koliko imam informacije, se bo to zgodilo v jeseni in naslednje leto bomo po mojem vedenju že praznovali 20. maj kot svetovni dan čebel. Še nekaj moram vprašati. Paviljon je v zadnjem letu zelo popularna beseda, sicer paviljon tako imenovanih vrat v Pomurje, ampak vaša ideja pa tudi živa že nekaj časa, namreč paviljon gospodarstva, ki bi ga postavili tukaj na sejmišču. Kaj je z njim? Ja, ta ideja je pravzaprav živa tudi že skoraj 10 let. In jaz še nisem obupal. Mi smo sicer dvakrat poskušali z razpisi, mednarodnimi razpisi, norveškim skladom, vendar nismo uspeli in mislim, da če bomo še kako leto počakali, bomo se lotili sami. Tako da verjamem, da bomo ta pomurski paviljon, če ne prej za 60. jubilej, sigurno imeli. Imeli pa bomo sejem čez kakšen dan, se pravi, ostane nama povabilo? Pravzaprav toliko vsebin, ki smo jih letos pripravili, same po sebi kličejo na to, da seveda obiščite sejem, pogledajte, kaj je novega, informirajte se, mogoče se lahko tudi kaj naučite, vsekakor pa boste zadovoljni in srečni šli iz tega sejma. Hvala lepa za pogovor in hvala lepa za pozornost.